V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. Dobro večer, lepo pozdravljeni v tej sveti maši. Danes je torek, smo v 4. navadnem tednu. Ob koncu dneva se zbiramo okrog oltarja. Gospod nas vabi vedno znova, vse, ki smo žejni, vse, ki smo utrujeni, da pridemo k njemu, da se pri njemu okrepčamo, da se pri njemu odžejemo. On je tisti, ki je naš studenec, on je tisti, ki je naš izvir žive vode. Odprimo na začetku te svete maše svoje srce, da bomo lahko v resnici zajemali, priznamo in obžalujemo vse tisto, kar je bilo v današnjem dnevu neskladnega z Božjo voljo, neskladnega s tem, za kar smo ustvarjeni, z dostojanstvom, za dostojanstvo Božjih otrok. Vsemogočnemu Bogu In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod Bog, molitve in žrtve tega postnega časa naj pripravijo srca tvojih vernih, da bomo prejeli velikonočno milost v pravi duhovni obranosti in oznanili veselo vest našega odrešenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekijela. Tiste dni me je angel peljal nazaj k tempelskemu vhodu. In gled, izpod tempelskega praga je privrela voda proti vzhodu, zakaj ospredje templja je gledalo proti vzhodu. Voda pa je izvirala na desni strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata, ter me vodil zunaj okrog do zunanjih vrat, ki gledajo proti vzhodu. In glej, voda je žuborela od desne strani. Mož je šel z merilno vrvico v svoji roki proti vzhodu. Izmeril je 1000 komolcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do gležnja. Izmeril je zopet 1000 komolcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do kolen. Zopet je izmeril 1000 komolcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do ledi. Zopet je izmeril 1000 komolcev. Tedaj je bila reka, ki je nisem mogel prebresti. Voda je namreč tako narasla, da je bila voda za plavanje. Reka, ki je ni bilo mogoče prebresti. Tedaj mi je rekel, ali si videl, sin človekov? Potem me je peljal nazaj po bregu reke. Ko sem se vračal, sem videl na bregu reke na obeh straneh silno veliko drevja. Rekel mi je, ta voda teče v vzhodni okraji in mre dol v pustinjo in dospe v mrtvo morje. Ko pride tja, postane voda mrtvega morja zdrava. Vsakršno živo bitje, ki se tam giblje, oživi, kamorkoli se izlije reka. Tedaj bo silno veliko rib. Kajti, če pride ta voda tja, ozdravi mrtvo morje in ostane pri življenju vse, kar doseže reka. Na obeh bregovih reke bo raslo vsakovrstno drevje z užitnim sadjem. Listje mu ne uvene in sad mu ne mine. Vsak mesec bo nov sad rodilo. Zakaj voda, ki ga napaja, teče iz svetišča? Njegov sad bo zajet in njegovo listje ozdravilo.
To je Božja beseda. Bogu hvala. Bog je naše zavetje. Bog je naše zavetje. Bog nam je zavetje in moč, kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal, zato se ne bojimo, če tudi se zemlja spremeni, se gore prevalijo v sredino morja. Bog je naše zavetje. Reka s potoki razveseljuje Božje mesto, ki je presveti šotor najvišjega. Bog je v njegovi sredi, nebo se majalo, Bog mu pomaga v prvem svitu. Bog je naše zavetje. Z nami je Gospod nad vojskami, naše zavetje je Jakobov Bog. Pridite, poglejte Gospodova dela, kakšne čudovite reči je storil na zemlji. Bog je naše zavetje. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Bil je judovski praznik in Jezus se je napotil v Jeruzalem. V Jeruzalemu pa je pri ovčjih vratih kopališče, ki se imenuje hebrejsko Betzata in ima 5 stebrenikov. V teh je ležala velika množica bolnikov, slepih, hromih, sušičnih. Bil pa je tam neki človek, ki je bil 38 let bolan. Jezus ga je videl ležečega in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: ali hočeš ozdraveti? Bolnik mu je odgovoril: Gospod, nimam nikogar, ki bi me dejal v vodo, kadar ta zapivka. Medtem ko se jaz tja pomikam, pa vstopi pred menoj kdo drug. Jezus mu reče: vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In tako je mož ozdravel, vzel posteljo in hodil. Tisti dan pa je bila sobota. Ljudje so zato govorili o zdravljencu: sobota je, ne smeš postelje nositi. On jim je odgovoril: tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel: vzemi svojo posteljo in hodi. Vprašali so ga: kdo je tisti, ki ti je rekel: vzemi in hodi? Toda ozdravljenec ni vedel, kdo je. Jezus se je bil namreč umaknil, ker je bila tam množica. Pozneje ga je Jezus našel v templju in mu rekel: glej, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi. Mož je odšel in Judom povedal, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. Zaradi tega, ker je Jezus delal taka dela v soboto, so ga Judje preganjali. Poslušali smo Kristusovo evangelij. Hvala tebi, Kristus. Na misel o današnji Božji besedi slišali smo v prvem berilu znan odlomek iz knjige preroka Ezekijela o Ezekijelovo videnje o vodi, ki izvira iz templja, o vodi, ki je vedno več, o vodi, ki ima zdravilen učinek, o vodi, ki je voda življenja, ki v mrtvem morju obudi življenje in ki drevesom, ki rastejo ob njej, daje roditi sad vsak mesec in ta sad je zajet in listje tega drevja je ozdravilo. Psalm številka 1. Ljudi, ki sledijo Bogu, primerja drevesu, ki je zasajeno ob vodi. Podobno pravi, da tisti, ki veruje Gospodu, tisti, ki se trudi hoditi za Gospodom, je podoben enemu takemu drevesu. Mi imamo v Jezusu v resnici zagotovilo, da je v Jezusovi besedi, v hoji za njim, naše življenje, večno življenje. V evangelskem odlomku pa smo slišali, kako zopet o vodi, ki ima zdravilen učinek, in o hromem, ki sam
ne more do te vode. Pravi, kadarkoli se je trudil ta človek, ki je bil 38 let bolan, da bi prišel do vode, ki jo zdravlja, vedno ga nekdo prihiti, sam si ne more pomagati. Ta hromi je prispodoba vsega človeštva. Ljudje smo, tudi ne glede na to, kako se trudimo živeti, dobro, pošteno, pravično, iskreno, vedno znova nam zmanjka. Vedno znova ugotovimo, da smo nemočni, da smo krhki, da smo hromi in da potrebujemo ozdravljenje od nekoga drugega, ki ni hrom, ki ni krhek, ki je močan, ki zmore. Jezus je tisti, ki pristopa k temu hromemu, tako kot pristopa k vsakemu od nas, če ga želimo sprejeti, če mu želimo odpreti svoje življenje. Naj ta postni čas in vse odpovedi, s katerimi se trudimo v tem času, pomagajo v našem življenju narediti prostor, v katerega bo lahko vstopil Jezus, on, ki ozdravlja, on, ki prinaša življenje. Drage sestre in bratje, vsak človek nosi v sebi globoko željo po Božjem dotiku. Bog ni daleč od nas, saj v njem živimo, se gibljemo in smo. Zaupno ga prosimo, Gospod, naj po svetih zakramentih prejmemo Tvojo milost, ki daje radovitnost. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za katehume, podpiraj jih na poti vere, upanja in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Podeli trpečim tolažbo in mir za srčno prenašanje težav vsakdanjega življenja. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi naše rane, ki so bili s krstom zaznamovani za dan odrešenja, in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, podpiraj nas, da se ne bomo nikoli oddaljevali od Tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Posebnosti ravine in te vode ne postane udeležen Božja rada Kristusa, ki postal udeležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sami Gospod, in Tebe danes naše leta. Izmi, Gospod, moje krilo, in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz Tvojih rok, hvala in čast Tvojemu imenu, v blago tudi nam in vsej Svoji sveti cerkvi. Bog, naš stvarnik, prinašamo Ti darove, ki si nam jih dal. Ustvaril si nam jih v pomoč za umrljivo življenje, naj nam postanejo zdravilo nesmrtnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami In s Tvojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Svojim vernim določaš poseben čas milosti, da bi si znova očistili srca,
se osvobodili samoljubja in si sredi skrbi za meljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega starstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Prišel je na svet, ker so ljudje zapustili tebe in med seboj niso več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug v drugem gledali brate in sestre, v tebi pa našega skupnega očeta. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večerji. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Reči nas odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim Sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas na iz te mize, v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri in ljubeči tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Pomagaj tudi nam in vsem Kristusovim učencem, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom in vsemi svetimi zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš rešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno voditi v Tvoje ime, pridi k nam v Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno s vami. In s Tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo. Povabim, da v nekaj trenutkih tišine pripravimo svoje srce za duhovno vhajilo, obudimo zavest in živo vero, da je v Evharistiji navzoč Jezus, odprimimo srce, naj vstopi v duhovno, naj se nas dotakne, naj nas objame, naj naše srce postane njegov dom. Hvala Ti, Jezus, ker vedno znova prihajaš, ker vedno znova želiš biti naš gost. Hvala Ti, da prihajaš kot voda, ki nas odžeja, kot voda, ki nam daje življenje, kot voda, ki nam prihaja, ki nam obnavlja veselje v življenju.
Dobri Oče, z nebeškimi zakramenti, ki smo jih prijeli, nas duhovno prenovi in nam pomagajo tudi v telesnih slabostih, zdaj in v prihodnje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Maria.